Pri zobozdravniku. Katastrofa pri zobozdravniku se začne že s prijaznostjo sestre, ki pravi: zdaj pa kar pridite naprej. Prav, jaz grem naprej. Kar tukaj sedite dol. Jaz gledam kje, kako, vidim vse megleno, četudi mi mogoče kaže z roko. Prostor je bleščeč od svetlobe, ki prihaja najbrž skozi velika okna in se odbija od beline sterilnega prostora. Barvasta hobotnica, kot posledica propadlih fotoreceptorjev na mrežnici zaradi retinopatije pigmentoze, mi migota pred očmi. Odrivam jo stran, se upogljivo nagnem naprej, da bi sedel, pa ne, na drugi strani. Kaj, tukaj? Na drugi strani. Na sebi začutim njene sumničave poglede, da se počutim kot debil. V tonu prijazne zdravnice onstran megle se čuti razumevanje za duševno omejene. Žena jima pomaga od vrat. Malo slabo vidi. Zopet katastrofalna napaka. Kadar ljudem razlaga, da ne vidim, jim postane jasno, da sem duševno prizadet. Njihovo vedenje se v hipu spremeni. Obračajo se samo še nanjo, kot da ne obstajam. Obe v belem, pričakovano, skočita v en glas. Tjale naj se usede. Aha, v redu, izdavim, ko se s kolenom zadanem v nekaj, kar prepoznam kot zobozdravstveni ležalnik in opazim, da je dostopen iz druge strani, kot sem mislil. Ne glede na zmedo onih dveh, stopim okoli ovir, ki jih naposled le vidim skozi tančico, se sklonim k ležalniku, treščim z glavo v prenizko postavljeno luč ali svedre, karkoli že visi pacientu nad glavo, in bolečina v zobu se mi še poveča. Ko se med posedanjem s komolcem zadanem v pljuvalnik, da se plastični kozarec, na srečo prazen, zvrne na tla, pa sta sploh prepričani, da sem zmešan. V tej urgentni ordinaciji očitno ne vedo, kako je, če človek slabo vidi. Po brskanju po zobovju zdravnica pokliče ženo in pravi: ja, veste, morali mu bomo spuliti zob. Jaz na stolu medtem kar poskočim s črpalko za slino v ustih in kajlo med zobmi. Kako jebem ti, tukaj sem, živ sem, meni povejte, jaz bom povedal. Sestra pa nadaljuje z ignoranco. Tamle, gospa, če se boste podpisali namesto njega. Žena se končno zave, da je v norišnici. Ne, se bo že sam podpisal. Tamle ga imate. Pika na i pa se zgodi po koncu mesarjenja, ko stopim v spremstvu obeh zmed v čakalnico. Zdravnica se spravi na ves glas ženi razlagati, kaj naj bi povedala meni za zaprtimi vrati. Koliko časa naj držim gofljo skupaj in se dušim s tamponi v kaverni, da ne bi požrl preveč krvi. Z njo se dogovarja, kaj mi je storiti in kaj ne, da cela čakalnica sliši, kateri zob je bil gnil, kateri ne in kdo ve, kaj vse bi še zbrkljala od zaupnih podatkov tam navzoči javnosti, če se ne bi obrnil in ji pokazal svoj bes, pa četudi s prisilno zaprtimi usti. Takole smo nekaj že izvedeli o knjigi Brez slepomišanja našega avtorja Staneta Padežnika. Še več pa bova v temle kratkem pogovoru razkrila. Stane, dovoli, da te tikam, ker se že dolga leta poznava. Kar izvoli. Povej mi, brez slepomišljenja, po eni strani tako logičen in na dlani prinešen naslov, po drugi strani pa neverjetno izviren. Kako si prišel do tega naslova po knjigi že oblikovani ali čisto na začetku? Čisto na koncu. Zato, ker ni bilo enostavno se odločiti za naslov. Na hrbtni strani knjige je nanizanih nekaj takih idej, ki so mi prišle prav. Namreč najprej sem imel v načrtu, da bi bili to obrazi nevidnih ali pa obrazi prezrtih, premalo upoštevanih in podobno. Pa še krucifiks sem zraven vpletel zaradi tega, ker je to zajema pravzaprav ljudi, ki so na nek način na križ pribiti. To se pravi slepi in slabovidni ljudje.
Zakaj taki? Zaradi tega, ker imajo določene težave s sprejetostjo in na koncu, zakaj tak naslov brez slepomišenja? Ja, zato, ker sem prišel do ene take situacije oziroma zgodbe, v kateri je pacientu zdravnica povedala, da ne bo nič slepomišila in da mu direktno pove, da ne bo nikoli več dobro videl. In tako, ker je ona rekla, da ne bo slepomišila, se mi je zdelo fino, da dam naslov brez slepomišenja. In v resnici te zgodbe, vedre in trpke prigode, 300 sem jih nabral, ne skrivajo tako rekoč ničesar, ampak razkrivajo notranja doživetja. Zbrati 300 takih prigod, krajših, daljših, je kar ogromno dela. Povej mi, kako si se tega lotil oziroma koliko časa ti je priprava te knjige vzela, da ljudi dobijo malo uvida, da to ni kar šlo čez noč, ne? Ja, zbiral sem vtise več let. Začenši že morda od leta 1998, ko smo zelo močne vtise nabrali na pohodu na vrh Kilimandžara, torej afriške najvišje gore, in potem ob delovanju študijskih krožkov sem dobival razne vtise, potem sem spraševal ljudi, kaj doživljajo v raznih situacijah, na cesti, doma, na uradih in podobno. To sem začel beležiti in tako se je veliko zvočnih zapisov torej nabralo, potem pa sem opazil, da tudi v nekaterih gradivih, tudi v gradivih za sestanke, za seje in podobno, so kakšni taki zanimivi ocvirki, ki so se mi zdeli dragoceni, da iz njih naredim zgodbe, potem pa seveda lastnih vtisov sem imel nešteto. Seveda je bilo pa teže to spraviti v tako obliko, da bi bila dovolj zanimiva za branje. In sem rekel, bom morda začel z literarno obliko obrazi, to se pravi nekakšne kratke zgodbe z globljim notranjim doživljanjem situacij, v katerih se človek znajde. Tako da potem sem pa se odločil, da jih ne bo dovoljenih 100. Spomnil sem se na svojo pesmarico 300 narodnih in sem rekel, če jih je tam 300, potem ne bi bilo nič slabo, če bi nabral 300 takih zaslepljenih in slepih doživljajev, ne? Situacijske zgodbe so to. Tako da seveda sem zadnje leto, se pravi lansko leto, imel nešteto dela, poleg enih 8 drugih projektov, še pisanje teh zgodb sem jih urejal in podobno. Seveda tudi ilustrator, ko sem dobil, da je narisala 19 barvnih ilustracij. Povej mi, ko si zbiral te dogodke, ti si tudi sam tako rekoč slep in praviš, da si marsikaj od tega tudi sam doživel. Pa je še kaj takega, kar te je recimo pri zbiranju presenetilo, a veš, v tistem smislu, ko že misliš, da si doživel vse, pa te še vedno znova nekaj preseneti? Ne, ravno ob koncu pisanja, ko sem že pošiljal knjigo v tiskarno, me je presenetilo še, kako nekateri, ali pa mnogi, ki dobro vidijo, ne vidijo. Preprosto ne vidijo logičnih stvari. In bil sem na obali, na plaži, prilagojeni za slepe in slabovidne, seveda, tam srečal enega visokega državnega uradnika, so se pozdravila, ker so se poznala. In tako sem opazil, da on ne ve, zakaj je tam neka prilagoditev, kako je čudovita za slepe plavalce, da se lahko sami orientirajo, celo po zvoku orientirajo, po zvoku, ki ga oddaja zvočnik na plaži, ker se je njemu zdelo, da je ta zvočnik zgolj zato, da zabava goste v bifeju. No, mi pa vemo, da pa se ravno po zvoku orientiramo, tako da torej slepi gledajo tudi z ušesi,
in s prsti. In to je bilo eno tako presenečenje, seveda pa še na kakšnem uradu, prav tako da se je začela zbirati že druga knjiga oziroma snov za naslednjo knjigo. Pravzaprav je tale knjiga Brez slepomišenja tretji del trilogije. Nenačrtno tako je izpadlo. Prvi del, če smem povedati, prva knjiga moja je ljubezenski roman Pod plaščem naivnosti. No, ta govori o slabovidnem glavnem junaku, kako se zaljubi v videčo študentko in tako dalje. To si bojo bralci lahko v knjižnici sposodili in prebrali, ker knjigo ni mogoče več kupiti. Druga knjiga, taka, ki se tiče te rdeče niti slepote ali slabovidnosti, je knjiga Ustvarjalnost ne poznate me, kjer sem zajel 42 življenjskih zgodb nekaterih najbolj uspešnih slepih slabovidnih Slovencev. No in tretja je potem tale Brez slepomišenja. In kot rečeno, se za naslednjo knjigo že zbira gradivo. Krasno. Povej mi še, kaj ti je bilo najtežje pri ustvarjanju te knjige Brez slepomišenja? Najtežje je bilo včasih opisati kakšno sceno, kakšno situacijo, v kateri se nekaj zgodi. Bolj to, nekatere so gladko stekle, pisanje je gladko steklo, druge pa ne tako zelo. Poleg tega nisem želel, da bi zgodbe bile mučne, da bi prinašale neko težo bralcu. Ne, zato sem kar vesel, da mi je uspelo potem utemeljiti ta podnaslov Vedre in trpke prigode slepih in zaslepljenih. Torej so vedre in trpke prigode. Torej težko je bilo tisto, kot sem rekel, iz nekaterih situacij napisati dovolj zanimivo, živahno, privlačno zgodbo, da bo sploh berljiva. Pa dajva zadnje vprašanje v tem najinem kratkem pogovoru. Kako je knjiga sprejeta, kakšne imaš odzive in komu vse jo bi še priporočal, čeprav smo to v tvojem tekstu na začetku že zasledili, pa vendarle. Prvi tak močen vtis je seveda dala žena, ker se je na kavču začela smejati. Sem rekel, čemu se pa smeješ, a pravi, tukaj le berem eno. Potem se je spet smejala, ni mogla niti do konca povedati. Sem rekel, no, to je pa zanimivo. Torej, kakšna zgodba tako smešna, da sem dobil odličen povratni vtis. Potem pa, ker sem poklonil svojemu svaku, ki je župnik, mi je naslednji dan rekel, veš kaj, požrl si mi noč. Zakaj pa sem rekel? Pravi, ker nisem mogel knjige odložiti, sem jo prebral do konca. Torej, je bila le dovolj privlačna knjiga in evo, to so čudoviti vtisi. Seveda sprejeta dobro tudi med recimo kakšnimi dreserji psov, celo to, ali kakšnimi popolnoma neznanimi, ki so nekaj prebrali v kakšnih člankih o tem ali pa kakšnem intervjuju z menoj, so z veseljem naročili knjigo. Tako da, ja, celo otroci, ne, imamo tudi poglavje, pravzaprav tega še nisva omenila, da je knjiga razdeljena na 19 tematskih sklopov. Ja, to je v tistem uvodnem zapisu. Ja. Tako, knjiga ima 19 tematskih sklopov in med drugimi so tudi otroške. Torej od cestnih, domačih, funkcionarskih, teh se je kar veliko nabralo. Take nisem želel nobene izpostaviti, zdaj tukaj trenutno. Kakšna situacija, zgodba se mogoče nanaša še na kakšno osebo, ki je v funkciji in podobno. Tako. Skratka, nisi hotel nikogar blamirati, pač pa le opozoriti na situacije, s katerimi se slepi tako rekoč redno srečujemo. Tako, komu pa želim priporočati? Pravzaprav vsem, ki so v času covida mogoče žalostni, jezni, depresivni, malodušni, da preberejo teh 300 vedrih in trpkih prigod, je vseeno, kje začnejo brati, na sredini ali na koncu, zato ker so zgodbe zaključene celote, da dobijo
nekaj vzpodbude od oseb, ki nastopajo v tej knjigi, namreč ženske pripovedujejo, moški, seveda vsi brez imen, ker imena niso pomembna, pomembne so dogodivščine, ki se dogajajo neštetim ljudem. Torej, da jih razvedri knjiga, da jim spet voljo do življenja vrne in da se na osnovi teh trpkih izkušenj, slepih in zaslepljenih, ne bom rekel, ker so zaslepljeni, ampak slepih, da dobijo neko samozavest nazaj in gredo naprej k novim zmagam v življenju. Ja, jaz mislim, da bo tale spletni dogodek prepričal še mnoge ljudi, da bodo segli po tej knjigi, mi pa nadaljujemo s predstavitvijo, kjer boš tudi ti zraven kot urednik zbornika, ki ga tudi želimo predstaviti. Hvala ti lepa za enkrat. Prosim. Nedotaknjena. Slabovidna članica našega društva je povedala sila neprijetno zgodbo, ki se ji je pripetila v malce bolj zanikrni in slabše obiskani samopostrežni restavraciji. Naročila si je juho, rižoto in solato, sedla za prazno mizo in začela jesti. Ker je bila doma navajena poleg prigrizniti še kruh, je vstala in šla pon. Našla ga je nepokritega v večji košari, da je bil že presušen, zato je vzela samo en kos. Razburjena zaradi malomarnosti gostinskega osebja, ki ni znalo poskrbeti za živilo, da bi ostalo dovolj vlažno, se je vrnila in za svojo mizo zagledala moškega, ki se je basal z njenim kosilom. Zakaj ste se pa vi sem usedli? Ga je napadla. Pustite moje kosilo. Si ne morete naročiti svojega? Ti nesramnost nesramna. Spolila mu je krožnika z rižoto in solato ter se namestila na drugi konec svoje široke mize. Moški je bil, hvala Bogu, šele pri ostankih njene juhe. Kako to, da se mu moji ostanki ne gabijo, se je vprašala. Jaz bi bruhala, če bi morala jesti za drugim. Hlastno je popadla jed, upajoč, da se je ni dotaknil, in pobliskavala z očmi proti njemu, da je moškega kar odneslo od mize. Ti kar beži, si je mislila. Preklet klošar. Nisi mogel prositi za zastonkarski obrok v kuhinji? Ne, raje si izbral nedolžno žrtev. Ampak še preden je pojedla do konca, se ji je grižljaj zataknil v grlu. Ojoj, je zastokala potem, ko je spoznala obupno zmoto. Se sploh ni sedela za svojo mizo. Njena rižota je ležala nedotaknjena na sosednji mizi. Igrati videčega. Če trgovcu že na začetku rečeš, da slabo vidiš, zna le ta to izkoristiti sebi v prid. Vsak najprej pomisli, zdaj imam pa priložnost, da se znebim najslabšega blaga. Če nič ne vidi, tako ne bo opazila, da je kaj narobe. Morda šele potem, ko bo doma, pritožiti pa si tako ne bo upala. Spomnim se primera, ko sem stopila do stojnice s kakiji, si jih najprej sklonjena ogledovala, a več kot oranžnih kepic nisem videla. Potipati jih nisem smela, očala pa mi večje ostrine vida ne zagotavljajo, da bi mogla dognati, kakšne kakovosti so v resnici paradajzu podobni sadeži. Odločila sem se, da jih kupim pri tem prodajalcu, zato sem odločno rekla: dajte mi lepe, slabo vidim in take, da bodo kar nekaj časa zdržali doma v shrambi. Ni problema, gospa, ne skrbite, vam bom same dobre nabral. Zanimalo me je, ali jih lahko jem z lupino ali jih moramo lupiti. Po želji, gospa. Če jih boste dobro oprali, jih lahko jeste s kožo. Plačam 3,70 €. Ne vem, koliko tehtajo. Doma jih razporedim na nizko leseno skledo za sadje in si rečem, zdaj bom pa najprej pojedla tistega, ki bo prvi slab, mehkejši in dajal prve znake prezrelosti. Pregledam vse, bilo jih je 6, vsi so bili defektni. Vsak je imel kakšno piko, ki je kazala na začetek gnitja. Drugega mi ni preostalo,
kot da jih jem hitreje, kot sem nameravala, da ne bi presegnili. Poskusim jih jesti z lupino, pa je bila tako trda, da mi je skoraj porezala občutljive dlesni, posebno tam, kjer nimam zob. Proteze ne nosim ves čas, ker me žuli. To so pa res čudni kakiji. Moram jih olupiti. Imela sem jih na sobni temperaturi, da se ne bi tako hitro pokvarili. Če bi jih postavila na mraz, bi verjetno hitreje dozoreli kot na toplem. V 3 dneh sem jih morala pojesti, sicer bi se spremenili v kompost. Potem sem se zbrala, da jih nisem pojedla preveč naenkrat. Pravijo, da se lahko zaradi prevelike količine zaužitih kakijev zrediš. Nekateri pa zatrjujejo, da kakiji zapirajo. Kako naj se človek znajde v tej zmešnjavi? Če ravnaš tako, ni v redu, če pa drugače, pa tudi ni. K tistemu prodajalcu ne grem več, ker me je ogoljufal. In tudi pri drugih, ko kupujem, ne povem več, da slabo vidim. Jaz imam podobno izkušnjo. Tudi mesarju ne smeš povedati, da slabo vidiš. Pri njem sem se večkrat nasmolila. On ji vpraša, ali vam dam od tega ali od tistega kosa. Ker pa jaz ne vidim, kateri kos je mislil, če mi oddaleč kaže, kakšne kvalitete je meso, sem običajno opravičujoče rekla, veste, jaz slabo vidim, sem slabovidna, dajte mi tistega. Potem sem z zamahom roke nedoločno rekla in se prepustila mesarjevi presoji, da bo že vedel, kako dober kos mesa bo dal iz rok. Zaupala sem njegovi presoji in upala, da bo upošteval moje opravičilo, ki sem ga predtem izdavila in ne nazadnje tudi mojo visoko starost. Dal mi je malo večjo težo, kot sem naročila, 2-krat zavil, doma pa sem odkrila, da je zavitek vseboval polovico loja. Kako naj po takih izkušnjah človek še zaupa mesarjem? Po tistem si ne upam več govoriti o svojem vidu, ker imam občutek, da se na ta način predam na milost in nemilost prebrisanemu in nevestnemu trgovcu. Zdaj raje rečem bolj določno, naj mi da rebrca, če jih ima, za juho ali pa govejo kračo. To sta kosa, ki sta kolikor toliko v redu. Pri rebrcih je še vedno precej maščobe, a pri določenih ljudeh je tudi ta potrebna. V določenih situacijah sem se naučila igrati videčo osebo. Tako lahko tistega, ki bi me želel ogoljufati, držim na vajetih, v šahu in pod kontrolo. Tudi če sumi, a ni čisto prepričan, da nekaj ni v redu z mojimi očmi, si me ne upa prav zlahka napetnjastiti, ker domneva, da mu vendarle gledam pod prste. Če nimam vsaj navidezne kontrole, postane marsikdo zlahka nehote predrzen. Stane Padežnik je zgodovinar, sociolog, publicist, pisatelj in astrolog. Potem, ko je že izdal 3 knjige, ljubezenski roman Pod plaščem naivnosti, življenjske zgodbe nekaterih najbolj uspešnih, slepih in slabovidnih Slovencev v delu Ustvarjalnost ne poznate me, ter roman iz študentskega življenja Črni petelin, nas sedaj v 4. knjigi z naslovom Brez slepomišenja preseneča z edinstveno ilustrirano zbirko 300 kratkih zgodb, črtic ali še krajših situacijskih pripovedi, ki vsebujejo vedre in trpke pregode slepih in zaslepljenih, v katere se osebe z okvaro vida še globoko v 21. stoletju zapletajo zaradi pomanjkanja empatije okolice, načrtovalcev urbanega in digitalnega okolja ter neupoštevanja njihove funkcionalne in komunikacijske oviranosti. Stane, lep pozdrav. V 100 letih prehojene poti od 1920. do 2020. so se življenjske razmere popolnoma spremenile, z njimi pa tudi položaj oseb, ki so na kakršenkoli način izgubile vid. Okvare tega izredno pomembnega in občutljivega čutila
se pri mnogih ljudeh nenehno dogajajo, v otroštvu ali v kasnejši dobi, zato ni vseeno, kako je za njih poskrbljeno in kakšne možnosti imajo za osebni razvoj ter uveljavljanje v družbi. Če so nekoč slepi morali beračiti, da bi preživeli, danes to ni potrebno. Saj nam dosežen status, ki še vedno ni optimalen, odpira možnosti za razvijanje talentov, zaposlitev s pomočjo prilagojenih tehničnih pripomočkov, družbeno aktivnost s spremljevalcem ali osebno asistenco, pa tudi zagotavlja denarne dodatke in ugodnosti. Položaj in rezultati, ki jih kot organizacija lahko pokažemo, seveda ne bi bili takšni brez prizadevanj številnih zagnanih posameznikov, slepih in slabovidnih aktivistov na terenu, med članstvom v lokalni skupnosti ali na državni ravni, brez strokovnih delavcev zaposlenih v društvih in na zvezi, strokovnjakov ter drugih, ki so gradili našo invalidsko organizacijo ali bili z njo povezani. Ker nikakor ne moremo dopustiti, da bi njihov trud šel v pozabo, so si člani uredniškega odbora Luka Pavlin, Viktor Vrtačnik in Stane Padežnik ob sodelovanju predsednika Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Mateja Žnuderla zadali nalogo, da v monografiji z naslovom Od točkopisa do e-bralca zajamejo 100 let organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na Slovenskem ter osvetlijo življenje in delo najbolj zaslužnih osebnosti, pričevalcev ter tistih, ki so s svojo strokovnostjo in izjemno ustvarjalnostjo krasili in tlakovali našo skupno pot. Poleg predstavitve razvoja družbene skrbi za slepe in slabovidne skozi čas, samoorganiziranja oseb z okvaro vida ter ustanovitve prve in najstarejše invalidske organizacije Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki je zgradila obsežno strukturo in reprezentativnost, boste bralci v tej knjigi našli oris dejavnosti organizacije, izvajanja posebnih socialnih programov, delovanja organov odločanja in izvajanja ciljev zveze, preko katerih se izpolnjuje njeno poslanstvo. Za proučevalce invalidskega varstva na Slovenskem v preteklosti ter sposobnosti spopadanja oseb z minimalnim ali nikakršnim ostankom vida z življenjskimi izzivi bo monografija Od točkopisa do e-bralca pomembna literatura in vir poglobljenih študij, saj vsebuje doslej malokje objavljene podatke in biografije, ki so bile doslej pozabljene ali raztresene. Odlomek iz te monografije pa nam bo prebrala gospa Lucija Grm. Citat iz monografije Od točkopisa do e-bralca, ko Nevenka Ahčan, tajnica in poznejša častna članica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, navaja anekdoto v svojem pričevanju. Naj samo omenim, da smo se kmalu po mojem nastopu dela, zadnje dni februarja 1988, peljali s staro službeno stoenko na sejo upravnega odbora zveze, ki je bila sklicana na medobčinskem društvu v Mariboru. Vozila je sodelavka Darja Černe, sama pa sem sedela na sovoznikovem sedežu in preučevala zaključni račun za leto 1987, da bi ga znala vsaj malo predstaviti članom upravnega odbora, čeprav v obravnavanem obdobju še nisem delala v naši organizaciji. Na zadnjih sedežih so sedeli 3 slepi: Hubert Verdnik, Janez Hrovat in Jože Zupanc. Iznenada je začela stoenka popuščati, na kar je v močnem dežju ugasnila.
Takoj sem se ob cestišču z dežnikom pognala na plano, da bi odpravila okvaro, tako da bi v Maribor prišli še pravočasno ob uri sklica seje upravnega odbora. Odvila sem svečke in jih obrisala s suho krpo, hkrati pa obrisala razdelilno kapo. Stoenka še vedno ni vžgala. Jože Zupanc je z zadnjega sedeža prišel do mene in še enkrat odprl pokrov motorja ter rahlo pobožal po svečkah in zavpil: "Darja, prižgi!" In Stoenka je vžgala. Jože pa je dodal: "Pa naj še kdo reče, da slepi nismo dobri mehaniki." Citat iz monografije Od točkopisa do e-bralca, ko Drago Šajn, tajnik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper, navaja anekdoto v svojem pričevanju. Čeprav je že dolgo nazaj, pa se še danes živo spominjam, kako nas je ob neki priložnosti s pridobitvijo oprostitve, namreč plačila DDV za posebne socialne programe, ki jih v domovih oddiha zveze koristijo slepi in slabovidni, seznanila takratna tajnica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Nevenka Ahčan, sedaj že dolga leta upokojena. Odločbo s tolmačenjem ministrstva nam je pokazala, obrazložila njen pomen ter tako tudi vrednost in rekla: "Odločbo bom zaklenila v železno blagajno, kajti jaz bom nekoč odšla, vi, ki ste člani te organizacije, pa boste zavedno ostali, zato jo skrbno čuvajte." Njene besede so se torej le delno uresničile, kajti odločba je čudežno izginila. Original ponatis odločbe, ki sem ga moral ponovno pridobiti od ministrstva, pa se zdaj nahaja na varnem v železni blagajni, vendar tokrat koprskega društva. Primer skrbi za članstvo in bivalno skupnost, citat Drago Šajn iz točkopisa do e-bralca. Poleg programa osebne asistence smo v medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Koper še posebej ponosni na izvajanje programa bivalne skupnosti. Z odprodajo vseh dislociranih nepremičnin, stanovanja, hiše in poslovnih prostorov na Garibaldijevi ulici v Kopru ter stanovanjske enote na Trubarjevi ulici v Izoli smo opravili nakup zgradbe z dvoriščnim atrijem na Repičevi ulici v Kopru, kjer imamo še danes sedež društva. Objekt smo popolnoma prenovili, tako da so od njega ostali zgolj obodni zidovi. Pritličje smo namenili pisarniškim dejavnostim s čitalnico, galerijo, ki jo uporabljamo tudi kot sejno sobo, ter družabnim prostorom za članstvo, kjer je mogoče odigrati partijo kart, šaha, domin, govorečega pikada ali pa si privoščiti zgolj osvežilno pijačo. Nadstropje in mansardo smo namenili 6 sodobno opremljenim stanovanjskim enotam. Od leta 2004 dalje, ko je bil objekt predan namenu do danes, je bilo v bivalno skupnost vključenih 18 slepih ali slabovidnih oseb. Velika večina teh se je v tem času osamosvojila, nekateri tudi tako, da je v času bivanja v bivalni skupnosti preskočila iskrica med njimi in našimi takratnimi delavkami, ki so bile zadolžene za pomoč uporabnikom, ter so se skupaj preselili izven bivalne skupnosti, kjer še danes živijo. Prva slepa študentka, ki je bila vključena v bivalno skupnost, je tako bila Tereza Zihrl iz Postojne, ki se je leta 1995 vpisala na takratno visoko šolo, danes pa na fakulteto za menedžment Univerze na Primorskem, ki je bila tega leta tudi ustanovljena. Na predavanja je hodila s psom vodnikom slepih, zapiske pa si je delala s pomočjo prenosnega računalnika. Pri tem je bila tako hitra in spretna, da je zapiske odstopala drugim študentom na takratnih disketah. Ne glede na dejstvo, da je Tereza popolnoma slepa, je študij dokončala v roku, s povprečno oceno vseh 3 letnikov 9,9, diplomirala pa je s čisto 10.
Z nami je danes na tem spletnem dogodku seveda tudi gospod Matej Žnuderl, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Matej, od točkopisa do e-bralca je nekaka monografija prehojenih 100 let. Kako da ste se odločili za izdajo le-te? Ob 100-letnici naše organizacije je bilo samo po sebi razumljivo, da bomo poskusili narediti prerez dotedanjega dela in pa morda tudi nakazati, kaj se dogaja v sedanjosti in prihodnosti. 18. leta smo sestavili ekipo, ki je začela zbirati material. Leta 19 pa se je ta ekipa spremenila v uredniški odbor. Hoteli smo pokazati, koliko truda je bilo potrebno, da slepi prevzamejo del odgovornosti za svoje življenje v roke, skozi kakšne težave smo prihajali in na drugi strani, kaj pa je slepim in slabovidnim vseeno uspelo doseči. Tako da jaz upam, da je zbran material verodostojen in za marsikoga zanimiv. Stane Padežnik kot član, Sourednik. Kot sourednik tega zbornika mi povejte, s kakšnimi težavami ste se srečevali in pa kako ste se lotili dela. Razdelili smo si naloge, vsak je prevzel neko področje dela, tudi določeno literaturo, ki je že obstajala, potem pa je bilo potrebno iskati še druge pisne vire in seveda tudi biti je bilo potrebno nekaj razgovorov, nekaj intervjujev, pričevanja, nabirati dokumente, nabirati. Težko je bilo zbrati določene podatke, ki niso bili urejeni, kajti arhiv ni bil tako bleščeče urejen, kot je v kakšnem arhivu Slovenije ali pa v lokalnem arhivu. Veliko podatkov je bilo treba preveriti, primerjati razna navajanja, da se je videlo, kaj je resnica, kaj ni resnica. Skratka, ni bilo tako enostavno. No, veliko dela je bilo, skozi je tekla korespondenca med nami, člani odbora, in seveda najbolj dragoceno tisto, kar je v tej monografiji, so seveda tudi pričevanja. Pričevanja najdlje aktivnih in nosilcev razvoja cele organizacije, od podpornega društva slepih, ki je bilo ustanovljeno 7. novembra 1920, pa vse do današnjih dni. Jasno, da smo potem želeli tudi prikazati ta razvoj kakovosti življenja, zaposlovanja, uveljavljanja slepih in slabovidnih v družbi. In ta razvoj se vidi tudi skozi naslov. Zakaj od točkopisa do e-bralca, me boš vprašal? Zato, ker na idejo to sem prišel ob branju. V začetku 20. stoletja so govorili o prevajanju knjig v točkopis, se pravi v brajico. Minka Skabrne se je tega dela lotila, skupaj z ekipo 100 ali še nekaj več prepisovalk, in tako sem rekel, poglej, to je pa zanimiv začetek bil. Takrat so brali v brajici, v točkopisu, danes slepi in slabovidni beremo tudi na drugačen način, tudi elektronski način, s pomočjo sinteze govora, e-bralca na primer. Tukaj ni mišljen konkretni naziv neke sinteze govora, ampak e-bralec kot splošni izraz. Skratka, ta tehnologija nam je v 100 letih omogočila, da lahko živimo veliko bolj uveljavljeno, veliko bolj svobodno, samostojnejše življenje. To pa še ne pomeni, da imamo dostop do vseh informacij in dostop do vsega. Tako da ta knjiga bo služila seveda tudi študentom, raziskovalcem
kot neka osnova, dosti verodostojna osnova za študije naprej o invalidskem varstvu. Še tole bi rad pa omenil, da so pa v tej monografiji ovekovečene biografije številnih aktivistov, in to 86 je izčrpnih biografij, ostalih tja do 100 biografij je pa takih, kjer osebe zelo pogosto omenjamo pri njihovem delu in njihovem prispevku v vseh teh 100 letih v organizaciji in pri delovanju posebnih socialnih programov. Matej, pa še čisto na kratko, kako boste to knjigo spravili do ljudi, da bo dosegla svoj namen? Najprej bomo seveda razdelili knjigo tistim, ki so omenjeni, in pa kot reprezentativno darilo naše zveze, kasneje pa bo seveda na razpolago tudi za koga, ki bi jo želel imeti doma in jo kupiti. Hvala lepa obema. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije pa je izdala tudi ob 100-letnici svojega obstoja antologijo z naslovom Kipi v nas hrepenenje. V to antologijo so zajeti vsi slepi in slabovidni umetniki, slikarji, pisatelji, pesniki, nekaj glasbenikov, skratka vsi, ki so s kulturo približali slepoto in slepe širši družbi polnočutnih. Imam prav, Dušan? Ja, Brešar, urednik te antologije? Ja, sourednik antologije, ker danes pomagala sta še Živa Borak in Lju Zakrajšek. Medtem ko sem jaz zbiral tekste, sta one dve delale, kaj bo šlo not, oziroma pisale biografijo. Zbrani so, verjetno gre za eno najpopolnejših antologij slepih in slabovidnih ustvarjalcev z področja literature in likovnih del. Lahko rečem, da not obsega recimo najstarejša je Veronika Žižek, ki je rojena 1895 leta, najmlajša je pa Aleksandra Surla, ki je rojena 1987 leta. Se pravi, en 100-letni pregled slepih in slabovidnih ustvarjalcev. Je bilo težko zbirati podatke, kajti zadev je res ogromno, ljudi tudi. Ja, na kaj ste se naslanjali v prvi vrsti? Osnova so bile biseri Savinje, ne? To je ena unikatna zadeva v slovenskem oziroma bivšem jugoslovanskem prostoru, verjetno pa tudi v evropskem. Ne? To je edina taka zbirka, ki izhaja oziroma zbornik. Potem je bilo nekaj zadev, ki je bilo dobesedno treba bilo brskati, praskati, ker so objavljali pod psevdonimom. Recimo je bil en Radovan Hujski je en hrib, nekje tam blizu Ivančne Gorice, in on je dal psevdonima, ne, potem. Tako da ga je bilo težko izbrskati. Potem je recimo Reska Jan, ki je pisala predvsem zase, čeprav je na njena pesem tudi oglasbena, ampak tem bomo drugič. In so pri obeh so zapisovali otroci njuna dela, ne, ker sama nista bila zmožna tega. Drugi so pač objavljali bodisi v biserih, bodisi v tej, bi rekel, nove reviji, dialogih, mentorju in tako naprej. In kakšen je vtis sedaj, ko je antologija pripravljena, izdana v knjižni obliki, in pa kje se jo lahko dobi? Ja, vtis, jaz sem kar ponosen na to, da sem lahko zraven sodeloval pri tej antologiji, in sem vesel, da mi je bila to zaupana ta naloga strani zveze. Knjigo se trenutno dobi na zvezi, je pa v načrtu, da bomo šli malo po slovenskih knjižnicah in da bomo jo predstavili, ne. Najlepša hvala za enkrat, oziroma najlepša ti hvala za tale pogovor.
Hvala tudi tebi.